Letošnje leto je za Gorjance prav posebno. Godba Gorje namreč praznuje okroglo 110. obletnico svojega delovanja. Ob tej priložnosti smo se tudi mi odločili pokukati v zakulisje te dolgoletne zasedbe. Njihovi začetki segajo v leto 1907, ko je bila godba uradno ustanovljena. Vse od takrat so vzor godbam iz celotne Slovenije, saj izstopajo tako po številu članov, kot tudi po obliki in starostni skupini. Godba Gorje je začela kot sekcija gasilnega društva, potem pa kot godbeni klub gasilskega društva, potem pa se je godba odločila, da bo nadaljevala kot samostojno društvo. V godbi stalno deluje približno 40 članov, ki se dvakrat tedensko dobijo na vajah. Vsi naši člani so prostovoljci, ni nobene omejitve, mi smo vsakega veseli, ki pride. Načeloma pa nabiramo mlajše člane pri glasbeni šoli oziroma tudi pri kakšnih zasebnih glasbenih šolah, pa se potem oglasijo pri nas. Velikokrat pa se zgodi, da je kdo že pri godbi, potem prekine za 10-15 let, potem pa se vrne. Razlika med najstarejšim in najmlajšim članom znaša kar 58 let. Dolgoletni glasbeniki z veseljem svoje znanje prenašajo na mlade. Eden izmed takih je Milan Slivnik. V godbi namreč igra že več kot pol stoletja. Kaj pa je tisto najboljše pri godbi? Zakaj že toliko časa vztrajate? Vesele, pa ljubiteljstvo. Kaj pa dobra družba? To je pa sploh. To pa že brez tega pa ni nič. Predstavnik mlajše generacije je 12-letni Jaka, ki v zasedbi že 2 leti igra mali boban. Najbolj pri godbi Gorje mi je, da je zabaven, pa da se kakšen komad nauči špilati. Ja. Lara je v godbi prevzela mesto saksofonistke. Kot edino, ki v zasedbi igra ta inštrument, ji godba daje tudi možnost solo nastopov, s tem pa pridobivanja dragocenih izkušenj. Jaz zelo rada nastopam pred ljudmi in me pa rada vidim, ko ljudje pač gledajo, pa ploskajo, pa so vsi zainteresirano gledajo. Ja. Za praznovanje letošnje 110. obletnice so na zadnji aprilski vikend pripravili pester program v sklopu Jurjevega sna. Pri tem so jim pomagale še godbe iz drugih krajev po Sloveniji, kot posebni gostje pa so v Gorje pripotovali tudi godbeniki iz Nemčije in Češke. First I have to thank you for invitation to Bled and Gorje for this big event, and we are totally happy and looked forward a lot. Z vsemi 11 godbami imamo kar redne stike, tako da sedaj bodo oni prišli v Gorje, v nekaj letih pa bomo mi vrnili njim obisk, ko bodo oni praznovali okrogle obletnice. Prvi dan so nastopili na odru festivalne dvorane in navdušili publiko. Naslednji dan pa so na sprevodu zakorakali po Gorjah in pred Gorjanskim domom vsi skupaj zaigrali legendarno Golico. Kot mejnik ni nekaj posebnega, pač še eno leto delovanja godbe, zdaj da je okroglo pa pomeni, da je na godbi, da pripravi nekaj posebnega za svojo publiko, za sponzorje, donatorje, skratka za vse, ki godbo podpirajo in pomagajo godbi, da deluje. Tudi sicer Gorjanci veliko nastopajo. Na sporedu imajo vse od zimskih nastopov na športnih prireditvah, pa do velikonočnega koncerta, prvomajske budnice in tradicionalnega novoletnega koncerta. Vsakih nekaj let pa se z vsemi inštrumenti odpravijo tudi na Triglav, kjer priredijo pravo godbeno zabavo. Običajno se godbeniki v prostorih gasilskega doma Gorje srečujejo 2-krat tedensko. Pred kakšnimi koncerti so še bolj intenzivno, imamo pa september in januar vedno prosto, pa tudi polet, ko so počitnice, nimamo vaj. Pred proslavami in jubileji se jim pridružijo tudi otroci iz otroškega cerkvenega zbora Gorje. Kdo ste vi? Mi smo otroški cerkveni zbor Gorje. Kaj pa pojete? Take cerkvene pesmi domače. Kire so vam pa najljubše? Naš mali avto. Ja, naš mali avto, imamo se fajn. Pa Lojtro Brž. Ja, kaj je Lojtro Brž? A se zabavate? Se. Za organizacijo, vodenje financ in nabavo inštrumentov skrbi predsednik godbe Matej Poklukar. Strokovni del pa vodi dirigent. Člani tako že od leta 2001 igrajo pod dirigentsko taktirko priznanega glasbenika Klemena Repeta. Bom rekel, zadnjih 16 let, s tem, da v letih 92-93 sem pa tudi že, sicer v času študentskih let, sem bil že takrat 2 leti dirigent godbe Gorje, tako da zdaj ta dirigentski staž pri gorjanski godbi je že kar polnoleten, polnih 18 let bo zdaj v mesecu juniju.
Klemen sicer igra pri zasedbi Big Band RTV Slovenija. Kako pa se znajde pred ostalimi glasbeniki? Bom rekel, kot dirigent je mogoče celo najbolj pomembna vloga ravno v tem, da si sposoben, da pač iz glasbenikov izvabiš čim več energije njihove, ki jo skrivajo v sebi. Pa si kdaj želite, da bi bili na drugi strani? Ja, vse bom rekel tako, da na mnogih igranjih, ki jih upravimo zgodbo, tudi vzamem svoj inštrument s sabo in zraven igram. Rdeča nit glasbenega repertoarja Godbe Gorje je že vsa leta slovenska narodno-zabavna glasba. Dostikrat poskušam spodbujati vse pri godbi, da mi mogoče celo v tem smislu pomagajo z raznimi idejami, predlogi, tako da vse te ideje so vedno dobrodošle in bom rekel, pri meni imajo odprta vrata. Glasbi primerno so se želeli tudi obleči, zato so pomemben mejnik postavili že leta 1969, ko so kot prvi začeli nastopati v narodnih nošah in s tem postavili smernice izgleda slovenskih godb. Ravno te so jih pripeljali tudi do koncertov na raznih festivalih in pa do nastopa na znamenitem Oktoberfestu, o katerem lahko drugi glasbeniki le sanjajo. Verjetno je v zadnjih letih ena boljših turnej je bila v Nemčijo, v mesto Meder, potem še 2 leti prej smo bili v mestu Castellón de la Plana v Španiji in pa seveda na Oktoberfestu. Ni se zabati, da gorjanska godba ne bi dočakala še naslednjih 10 let. Ob takšni volji in dobri glasbi se bodo prihodnje generacije glasbenikov kar vrstile.